Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Danes smo spet v kuhinji. Kaj to pomeni, Jaka? Danes ne bomo kuhali ali pa kaj pekli, ampak bomo delali pijače. Probali bomo narediti neke kulske pijače, 3 kulske pijače, ki si jih lahko naredite sami doma med poletjem, ker ven je vroče in naredimo neke osvežilne napitke. Prva pijača se imenuje lubena osvežilnost. To sem si sam izmislila, ampak tako ste slišali, lubenico potrebujemo in ja bom zdaj kaj vzel lubenico ven iz hladilnika. Okej, imamo lubenico. Zakaj imamo malo lubenico? Zaradi tega, ker imamo zdaj prvo lubenico narezali na pol in bo to dobesedno naš kozarec. Razumeš? Ne? Ti mi razložil. Zdaj vam jaz pokazal, kako se naredi ta napitek. Še enkrat vam povem, te napitke še nisem delal in ne vem, če so sploh dobri, ampak bomo danes ugotovili. Jaz moram prvo narediti taki limonado neke vrste in pa limonado z limeto. Tako da, mi imamo prvo Mi imamo prvo limono narezali na pol in jo stisnili. Viš to imamo. Bom jaz... Se ne vem, kam naj stisnem, prisežem. Limono bom kar stisnil not v blender, ker bomo to morali pol vse zblendati, ne, zmiksati. Malo šprica. Ok. In še eno limeto. Tako sem vam rekel, da ne vem, če moram dati 2 ali 1, ampak jaz sem dal zdaj pol, oziroma ali celo ali polovico, samo to ne vem. Ampak jaz tako... Jaz sem dal pol. Ker delam manjše količine, seveda, ne? Ker delam samo za sebe, ker nimam prijateljev, nimam punce, nimam nobenega. 1900 lajkov in si najdem punco. To bi moja mama hotela, ampak ja. 1900 lajkov pa si najdem punco. 2100 lajkov pa še bom nekaj takega naredil v kuhinji, ampak dajte mi neke ideje spodaj v komentarjih, ki me zanima, ne, kaj še bi lahko delal. Zdaj pa bomo potrebovali 100 gramov meda. Imam taki med za stisniti ven. Jaz bom dal 50, zaradi tega, ker sem en in valjda nimam prijateljev in tako sem že prej razložil in bom naredil manj tega. Eto, 52. To bom jaz kar vlil noter. Zdaj pa še piše, da bomo dati noter rjavi sladkor 30 gramov. Eto. Naj bi potrebovali 1 liter vode, ampak jaz bom dal valjda manj. Napolno bom tam nekaj kozarec in bom dal manj kot 1 liter, ki piše, da moram dati 1 liter vode, ampak jaz delam samo za sebe in bom dal valjda manj, če me razumete, ne? Se štekaš. Ampak mi zdaj komaj delamo miks, veš kaj mislim? Mi še moramo vseeno to lubenico razrezati. Zdaj pa pride najtežji del in to je prerezati lubenico na pol, jo sprazniti lepo. Ni težko, ampak je pač najtežji del izmed tega vsega. Lubenico bom prerezal na pol zdaj. Nice. Nice. Ok, imamo 2 dela, 2 polovici. To je za 2 koktejla, ampak jaz bom naredil enega. Zdaj moramo z veliko žlico to ven spraviti. To bo vzelo nekaj časa, ampak dobro. Upam, da niste mislili, ko sem rekel z veliko žlico, ne? Kak je fajna. Kaj bi to zagrizno, ne? Malo sem sekan. To bom jaz dal kar noter v mikser. Ker bomo to vse skupaj zmešali pol. Kak to šprica! Dobro, lubenica je očiščena, jaz sem sran, kaj češ lepšega. Zdaj ne, zdaj bomo mogli mi to vse skupaj zmešati. Pa mislim, da smo konec, bom pogledal recept, ki ga imam v glavi. Jaz še bom dodal nekaj leda tu noter. Da bo mrzlo,
ampak vseeno še bomo led dodali pol na koncu, seveda, ne? Dobro, zdaj pride čas, da mi to vse skupaj zmiksamo. Zgleda okej, ne? Zdaj, kaj še mi rabimo, ne? Pa je to, poglejte. Imamo ice crusher, po slovensko razbijalec leda. Se ni to fora, ne? Fora je v tem, da mi imamo za led vzeti. Ok, imamo led, zapremo in zlomimo, ker rajemo crushed ice. O moj bog, kak sem sekan. Mi imamo hladilnik, ko ti da sam ven crushed ice. O moj bog, kak sem prizadet, fucking shit, kak sem glup, alo prisežem, da sem glup. Ja, evo, naredili smo crushed ice, čeprav bi ga lahko sam vzeli ven s hladilnika, ampak ne, jaka retard, check. Ok, zdaj damo to tu noter v naš kozarec oziroma lubenico. Z roko seveda, ne, ker pravim, taka vse dela z roko. Ok, led imamo noter, zdaj moramo mi vzeti samo našo pijačo. Diši, no, ampak... Seveda postreže se z dvema slamicama, ker za dve osebi, za mene in za... Da vam pokažem, kako to izgleda. Ok, zdaj ne, pa bomo sprobali, če to sploh dobro, kaj sem jaz naredil. To je fucking dobro, ne? Alo, to je fucking dobro, ne? Jaz sem najjači kuhar! Najjači kuhar, najjači barbecue ata, ko peče, najjači smoothie maker, najjači natakar, vse! Alo, to je fucking dobro. To je dobro. Kaj bi spremenil? Mogoče je malo preveč pusto, osvežilno as fuck, ne? Mogoče je malo preveč tako, veš, lahko, ful je lahka pijača, ne, moram priznati, ne, samo, to je dobro. Jak sem. Ok, naslednja pijača, ki jo bo Natakarjaka naredil, za to gospod tam, gospa je hotela imeti neki koktejl z melono. Vse, kar bomo potrebovali, pa je valjda melono. Imamo melono, ok. Kaj bomo moj narediti s to melono, čisto enostavno. Podobno je kot s tem, potrebovali bomo blender. Lahko tudi zblendate tak, na roko, veš kaj mislim. Tako sem jaz prej let, ker sem pač debil, ne. Melono bomo valjda na pol vrezali spet. Vidiš, zato bi jaz rabo punco, ne, da mi pri takih videih pomaga, ne. Ki vidiš, da sem jaz sposoben. Ampak valjda moramo dobiti, koliko sem rekel, Jura 900 lajkov, ali Jura 100, se ne vem, koliko sem rekel, vse prej sem povedal. In spet bomo dali to vse ven in dali vse noter v blender, v mikser, bilo kako boste temu rekli. Juicy. Ok. Kak sem sekan. Lahko bi enostavno narezal, ne? Dobro, zdaj, ko smo končno to lubenico narezali na 10 glupih načinov, pa potrebujemo 200 ml jabolčnega soka in 200 ml džusa. Jaz sem to že vse skupaj zmešal. Ulijemo noter.
Zdaj ne, pa še bomo mi potrebovali med. Spet bomo potrebovali 100 ml meda. Ok. Eto, imamo 100, 110, pravi kuhar nikoli ne natančno, ste pozabili. In damo to spet noter v mikser, blender, whatever. Fucking shit! Kak je italc njas? Neverjetno. Potrebujemo še to limeto, ko smo prej uporabljali, in to limono. Dodali še malo vode. Ne bomo dali vode. Dobro, to je to. Zdaj pa še samo to vse skupaj zmiksamo. Bum. Bum. Če sem samo na on stisnil. Led potrebujemo. V redu. Hvala. Zdaj imamo tu mi eno profesionalni shaker, ki ga bomo danes uporabili, ki ga jaz vedno uporabljam, ko prije kdo k meni delam shake, pa to ne, vedno uporabljam to, nič novega za mene. Noter. Ne čisto do konca se mi zdi, ker že dolgo mislim, da sem pozabil. Seveda poleg dodamo led, da se fajn ohladi. Ok, to zdaj zapremo. In začnemo mešati. Ful se moraš smejati poleg na silo. To je mrzlo. Ok, mislim, da smo dovolj zmešali. Kozarec rajmo. Vzamemo fancy šmensi kozarec, ki ga vzamemo iz zmrzovalnika. Dodamo noter led. In še vzamemo našo fancy šmensi pijačo. Evo, zdaj smo nalili in še dodamo malo leda, ker vsi vemo, da v teh dragih koktejlih je vedno preveč leda noter. Zdaj imamo eno slamico, ker to je pijača za enega. Ok, malo preveč leda noter. Jaz sem kralj, let's go. Halo. To je fucking dobro. Grem mami dat probat. Daj še. Še? Čuli ste, mamo, daj še. Ta zadnja pijača, ki jo bomo naredili, pa je najlažja izmed vseh pijač. In to je ledena kava. Res čist enostavno je. Pri vseh pijačah uporabite tiste stvari, ki jih imate doma. Torej, če nimate zdaj čisto istega sladkorja, ni važno. Čisto istega meda, ni važno. Vse razumete, kaj mislim, ne? Vse, kaj bomo rabili, je 2 banani, kavo, ni važno, kavo imate, koliko bodo dali, to je vaša odločitev, kako močno hočete imeti. Tudi glede količine, če imate za več oseb, dajte več mleka, več tistega. Tako da, ulupal bom 2 banani, jo lepo narezal, dal noter v mikser, dodal kavo, led, mleko in malo ljubezni. Ne vem, zakaj sem šel zdaj vrezati, če je vnodal v blender, ne, ampak dobro. Blender, mikser, se veste, kaj mislim, ne? Blender. Banano damo noter.
Odpremo kavo. Vsipamo kavo noter. Pa še dodamo mleko. Ni važno, kako mleko imate, samo da ga imate. Dodamo mleko. Nisem neki ful veliki fan kave, ne pijem kave, ampak če mi je to ponudilo ledeno kavo, pa bi jo takoj vzel, no, ker to mi je dobro. Ampak mi še bomo dali malo kakava. Zakaj? Zato, ker jaz sem rad čokolado in imam rad kakav, tako da ja, zaradi tega. Dum, zapremo. Eto, to mislim, da je bila do zdaj najhitrejši napitek. Dodamo še malo leda noter. Bum. Če nimate radi kave, si dajte samo banano pa kakav, alo. Ali pa banano pa nutelo. Svetovno prisežem. Zdaj me zanima, če je to dobro, valjda da je, ampak zdaj bomo mi to pijačo probali, ne. Tako kot vedno obvladam, fucking obvladam, prisežem, da obvladam. Alo, gledaj. Naredil sem prvo pijačo dobro, torej iz lubenice. Naredil sem drugo pijačo dobro, torej iz melone. Zdaj imam najlažjo, pa še najlažje ne moram zasrati, pa dajte mi nekaj v komentar, nekaj težkega, prosim. Ker to je prelahko za mene. Ok, jaz bom video počasi končal, samo vam povem, glede teh pijač, katera mi je bila najtežja za narediti, katera je bila najlažja, katera mi je bila najboljša in ocenila bom od 1 do 5, to je 5 zvezdic je najboljše, 1 je najslabše. Prvo sem naredil to pijačo z lubenico, luba osvežitev ali nekaj takega novo ime, pozval se že, pač gluparija. Ta pijača mi je bila najtežja za narediti, dam pa ji 4 zvezdice, ker je ful osvežujoča, samo je taka malo bolj lahka. Upam, da razumete, to tako se mi pogovarjamo kelnarji, ne. Naslednja pijača pa je bila ta z melono. Ta je bila približno isto težko za narediti tako ta, ampak mogoče je bila malo lažja, teda bom dal, da je bila ta druga najtežja za narediti, ampak dobi 5 zvezdice, najboljša pijača izmed teh vseh, po moje. Pol pa so še imel zadnjo pijačo in to je bila ta s kavo in z banano. Te pa bi dal, najlažja bila valjda, ne, dal pa bi tudi 4-5 zvezdic, 4 zvezdice pa pol, 4 zvezdice bom dal, dobra je ko pes, ampak vseeno, ta ima 5 zvezdic, ker je najboljša, najbolj osvežujoča, ta pa ima zelo dober okus, samo ni tako osvežujoča kot ta z melono. Teda, če se vam da, probajte to doma, ker je full fora s prijatelji, sploh pa zdaj, ko so počitnice. Če imaš kaki pool party, alo naredim to z melono, ker je svetovno, ali pa to z lubenico, ker je bolano. Drugače, to je bilo vse, danes, če ste uživali to video, ga lajkajte. Tukaj idete na moj Instagram in Facebook profil, subscribajte se tudi na moj drugi YouTube kanal, Jack on the Gamebox, idete na moj TikTok, tukaj spodaj ga imate. Pa uživajte, ne, jaz sem samo super fajn. Če zberemo dovolj lajkov, si najdem punco, pa še posnajem en taki video, samo ne s pijačami. Dio!